Resnično fotografiranje duhov. Ali je mogoče fotografirati ektoplazmo? Najprej, kaj je ektoplazma? Gre za neke vrste fizično snov ali material, ki se domnevno manifestira kot proizvod duhovnega ali paranormalnega pojava. V številnih opisih se ektoplazma prikazuje kot nejasna, meglena ali sluzava masa, ki se lahko pojavi v različnih oblikah in barvah. Znanstvene raziskave doslej niso uspele dokazati obstoja ektoplazme ali podpreti trditev medijev o njenem nastanku. Fotografija duhov je torej vrsta fotografije, katere namen je zajemanje podob duhov in drugih duhovnih entitet. Prvič je fotografijo duhov leta 1860 uporabil William Mamler. To tehniko je odkril po naključju, ko je na fotografiji, ki naj bi prikazovala samo njega, opazil drugo osebo, čeprav je kmalu zatem ugotovil, da gre preprosto za dvojno osvetlitev. Vendar pa je spoznal, da lahko s to tehniko zasluži in se je začel izdajati za medija. Fotografiral je ljudi in potem obdelal negative ter dodajal podobe njihovih umrlih bližnjih. Mamler je tako prav v enem najhujših obdobij ameriške zgodovine, med secesijsko vojno, začel izdelovati portrete žalujočih, na katerih so se pojavljali njihovi umrli sorodniki. Zahvaljujoč sodelovanju svoje žene Hana, medike, katere naloga je bila magnetno pritegniti duhove umrlih na fotografski prizor, je Mamler izdelal veliko število fotografij duhov in to celo z zelo znanimi ljudmi. Tako se je na neki fotografiji pojavil sam Abraham Lincoln, ki je stal za svojo žalujočo ženo. To je bil eden prvih primerov semantične reorganizacije odnosa med znanostjo in religijo, ki je v fotografskem spiritualizmu videla medij za prehod med njima. To je seveda trajalo, dokler ni bil Mamler sam aretiran zaradi goljufije in kraje ter obravnavan na newyorškem sodišču. Mamlerju je zaradi uspeha njegovega posla dejansko uspelo prevzeti velik fotografski studio na Broadwayu. Prevaro pa je očitno odkrila ena od njegovih strank, ki je ugotovila, da je eden od upodobljenih duhov presenetljivo podoben posamezniku, ki je bil, po trditvah tožilstva, v času nastanka fotografije dejansko še živ. Tabloidni novinarji so bili med najostrejšimi kritiki Mamlerjevega dela, ki so ga stigmatizirali, ker naj bi bilo v nasprotju z ameriškimi moralnimi vrednotami, ki temeljijo na krščanski veri in v nasprotju z izsledki takratne znanosti. Vendar se zanimanje za paranormalne pojave v fotografiji nikoli ni ustavilo in še danes obstajajo fotografi, ki lovijo duhove, ki se hvalijo z znanstvenimi dokazi o fotografiranju ektoplazmatskih entitet. V 20 letih minulega stoletja je bila fotografija večkrat uporabljena v duhovne namene. Zlasti pri analogni tehniki in uporabi različnih tehnik in medijev je dolgo časa veljalo prepričanje, da lahko fotoaparat nekako ovekoveči duhovne entitete. Najboljši fotoaparat, ki ga lahko uporabite v teh primerih, je nedvomno infrardečo tehniko. Ta lahko posname tisto, kar človeškemu očesu ni vidno. Ob predpostavki, da ima človeško oko vidni spekter z valovno dolžino med 400 in 750 nanometri, se vse pod tem spektrom imenuje ultraviolično sevanje, vse nad njim pa infrardeče sevanje, zato je s temi fotoaparati mogoče na filmski trak posneti vse situacije, ki človeškemu očesu niso vidne. Tako postanejo kontrasti v stanovanju potujoči duhovi ali prašni delci nerazložljivi pojavi, imenovani orbi. Ker ni infrardečega senzorja, lahko tudi dolga ekspozicija zazna in zabeleži posebne razmere, vendar je bila najpogosteje uporabljena tehnika, s katero so fotografi duhov posneli svoje slike iz onstranstva, nedvomno dvojna ekspozicija. Zlasti v analognem obdobju, ko javnost še ni bila navajena na ekstremno postprodukcijo, so lahko ljudje že zaradi skupinske fotografije z obrazom, ki je prišel iz drevesa ali hiše, verjeli v karkoli. Skratka, znanstvena verodostojnost fotografije duhov seveda ni bila nikoli dokazana, vendar pa je fotografija nasplošno tista, ki zaradi neštetih razpoložljivih tehnik, kot so infrardeča fotografija, dolga osvetlitev, dvojna osvetlitev in drugih omogoča fantaziranje in ustvarjanje najrazličnejših zgodb po kateremkoli vidnem elementu. Dejstvo, da slika izpade s skrivnostno auro, lahko fotografu omogoči, da s pripovedovanjem najrazličnejših zgodb preslepi na stotine ljudi. Pravzaprav je imela fotografija duhov do 20 let 20. stoletja veliko skupino privržencev, še danes pa so številni fotografi, ki lovijo duhove, ponovno v modi. Skratka, skrivnost je vedno za vogalom in fotografija jo vedno bolj hrani. Gibanje za fotografijo duhov. Arthur Conan Doyle, literarni oče Sherlocka Holmesa, je bil prepričan, da je duhove mogoče fotografirati. Leta 1922 je stopil v bran tistim, ki so želeli dokazati, da je mogoče na fotografijo uloviti duha.
Knjiga je nosila naslov Primer za fotografiranje duhov. Gre za knjigo, ki bi ji danes rekli instant knjiga ali bolje rečeno, knjigo napisano v obrambo skupine fotografov, ki so delovali v Angliji. Skupino je ustanovil William Hope, nekdanji zidar srednjih let, ki je sicer bil veren in nekoliko nergaški, pridružili pa so se mu soproga in člani njunih družin. Conan Doyle se je primera lotil, kot da bi šlo za policijskega in navajal je dokaze o pristnosti fotografij, ki prikazujejo prisotnost biti iz drugega sveta ali duhov. Ti so se zaradi posredovanja medija pojavljali poleg ljudi iz mesa in krvi v obliki ektoplazme. Toda, kaj je fotograf takrat počel? Medij v tem primeru ni sporočal glasov in besed, temveč je prenašal podobe, dejavnost, ki je postala mogoča za vsakogar, odkar obstaja fotografija, pa čeprav je bilo fotografov posmrtnega življenja malo. Danes se veliko ljudi še zmeraj ukvarja s tovrstno fotografijo in celo z beleženjem glasov duhov ter snemanjem s posebnimi videokamerami. Na spletu in tudi na televiziji je namreč kup oddaj, v katerih si ustvarjalci še vedno srčno želijo dokazati, da so vendarle ujeli nekoga iz onostranstva.